Živijo, tukaj Valentin. Danes bom govoril o poročilu Zlate ribice. V prejšnjem videoposnetku sem omenil, da sem se seznanil preko videoposnetkov od Davea Schmidta z ambasadorjem kitajskih rdečih zmajev, ki so varuhi največje javnosti neznane zaloge zlata na tem svetu. In ko sem raziskoval njihovo spletno stran in vire informacij, sem ugotovil, da je eden izmed njihovih projektov tudi poročilo Zlate ribice, oziroma v originalu se reče Goldfish Report. Torej imajo spletno stran in YouTube kanal Goldfish Report. Na tem YouTube kanalu je trenutno, torej februarja 2017, že okoli 80 videoposnetkov, ki so v povprečni dolžini 1 uro vsak, torej okoli 80 ur videomateriala. In sedaj bom razložil, o čem ti videoposnetki govorijo. Gre za neko vrsto telekonferenco, kot neke vrste Google Hangout, ko se določeni ljudje zberejo preko kot Skype konference, videokonference in se pogovarjajo o določeni temi. Kot neke vrste poročila je to, za poročilo o globalnih dogodkih, o skritih dogajanjih v zaledju globalne politike. In zakaj je to poročilo tako zanimivo in zakaj bi ga tudi jaz rad vam priporočal? Predvsem zato, ker v primerjavi z javnimi mediji, ki so skorumpirani viri informacij in nam lažejo in marsikaj skrivajo, in tudi v primerjavi z alternativnimi spletnimi mediji, ker kljub temu, da poročajo o določenih informacijah, ki javni mediji nočejo govoriti, pa so ti alternativni mediji senzacionalistični. Torej, hočejo spodbuditi močne čustvene reakcije v ljudeh in v glavnem igrajo na tipko čustev strahu. Ta Goldfish Report pa je kot alternativa tudi alternativnim medijem in se zelo na miroljuben, zdravorazumski, nesenzacionalistični način pogovarjajo o globalnih dogajanjih. Ta poročila Zlate ribice so zanimiva tudi zato, ker je eden izmed govorcev oziroma gostov, ki je skoraj vedno prisoten, tudi ambasador rdečih zmajev oziroma družine rdečih zmajev, ki je sicer lociran v Evropi. In on razširja določene informacije, ki so zelo zanimive in zvišujejo zavedanje celotnega človeštva. O tem, kaj se je govorilo v teh videoposnetkih, bom tudi govoril v mojih naslednjih videodnevnikih. Je pa tako, da trenutno sem približno na 1/6
gledanja vseh posnetkov, delam si beležke in potem bom tudi posnel posamezne vloge glede zadev, ki se mi zdijo zelo pomembne. Na splošno je sporočilo to, da prvič moramo ljudje prenehati biti kot zlate ribice. Zato se tudi to poročilo tako imenuje, torej poročilo zlatih ribic. Zlate ribice so bitja, ki so zelo preprosta, jih imamo zelo za nizko inteligentne, imajo oziroma naj bi imele zelo kratkoročni spomin, se pravi zelo hitro pozabljajo na stvari in pa tudi običajno jih imajo v akvarijih doma, ki so v obliki krogle. Torej, njihov svet zlatih ribic je zelo omejen in večina ljudi je tudi kot neka zlata ribica, ki živi v nekem temu svojemu majhnemu akvariju, v zelo majhnemu zavedanju, kako ta svet funkcionira, in tudi ljudje zelo hitro pozabljajo na stvari. Zato je mediji lahko zelo učinkovito lažejo in z njimi manipulirajo. V tem Goldfish Reportu torej številne zlate ribice, številni ljudje pridejo skupaj združiti svoje akvarije v en velik akvarij, da si izmenjajo informacije in da se poveča zavedanje vseh ribic, vseh nas. In glavno sporočilo je sporočilo miru, sporočilo medsebojnega sodelovanja in kot rešitev za to, da izboljšamo stvari na tem svetu, je to, da prenehamo biti sebični, se brigati samo za sebe, biti v svojem akvariju, temveč da se začnemo samostojno izobraževati preko takih alternativnih medijev, kot je YouTube kanal Goldfish Report. Z resničnim znanjem o tem, kako ta svet deluje, bomo lahko postali imuni na neumnosti, ki jih trosijo javni mediji, ter na medijske manipulacije vlad, ki hočejo v nas vzbuditi samo čustvo strahu, da jim potem mi damo podporo, da izvajajo razne teroristične napade po celem svetu, da izvajajo vojne in da preko njihovih partnerskih banksterjev izjemno bogatijo na račun trpljenja številnih ljudi na tem svetu. Vsak od nas mora postati odgovoren, da se upre tem manipulacijam, da se upre temu sistemu, da rečemo dovolj je in da stopimo vsi skupaj za boljši svet, za boljšo prihodnost. Toliko za danes. Hvala za posluh in vabljeni na spremljanje naslednjih videoposnetkov. Čau.